ustavno sodišče ta hip presoja o tem, ali je njena prepoved referenduma o 780 milijonski nabavi orožja, ki smo ga zahtevali v Levici s podporo skoraj 30 tisoč ljudi, legalna ali ne. Zdaj ustavno sodišče, mi verjamemo, da imamo dober case, da smo dobro utemeljili naš primer in da bo razsodilo, da se na ta način referenduma o tako pomembni stvari, kot je nabava orožja za 780 milijonov, ne sme in ne da prepovedati. No, vlada očitno se nekako nagiba k isti sodbi, se pravi, boji se, da bo ustavno sodišče presodilo, da je taka prepoved referenduma neustavna in zdaj v zakonu o izvrševanju proračunov poskuša z bypassom pripeljati isto stvar v parlament, se pravi odpreti možnosti za nabave orožja na postavki proračuna Ministrstva za obrambo. To je nesprejemljivo. Prvič zaradi tega, ker mi smo šli na referendum ravno zato, da se lahko ljudje izrečejo ali se strinjajo s tem, da se 780 milijonov evrov da za orožje, medtem ko nam manjka investicij za zdravstvo, investicij v domove za starejše, investicij v stanovanja za mlade in tako naprej, se pravi, so to prave družbene prioritete. Drugič pa tudi v državnem zboru se ne sme na ta način delati. Dokler obravnava nekega zakona ni zaključena in glede na to, da je ta še zmeraj na ustavnem sodišču ni zaključena, ne sme biti obravnave zakona na isto temo, sploh pa, če bo referendum in bomo na referendumu zmagali, ker verjamem, da bomo, potem eno leto ne sme biti zakona, ki ureja ista družbena razmerja, isto vprašanje, isto temo v parlamentu eno leto. Skratka, to, da so na ta način poskušali prehiteti ustavno sodišče in referendum, je ne samo nedopustno, je tudi nelegalno. Po drugi strani pa mi pričakujemo, da bo v primeru poraza, se pravi, da na ustavnem sodišču izgubijo in da izgubijo tudi referendum, minister Tonin prevzel odgovornost in odstopil.